Meni se zdi prav, da pojasnava staršem, kaj misliva s tem, ko rečeva rane iz otroštva ali pa ko rečeva nedokončane zgodbe, ker starši zelo velikrat, ko to omenva, mislijo, da hočeva nekaj najdeti, kar je pri njih narobe. In bi rada, da pojasnava, da midva ne gledava narobe in prav in da vsi prinašamo s sabo neke nedokončane zgodbe. Ja, jaz bi mogoče en primer mi pride na misel. Skratka, ena gospa, ki ima čudovite starše. Njeni starši so res bili krasni, imela je čudovito otroštvo, vse je bilo tako, kot je treba. Skratka, nobene potrebe, da bi staršem kaj zamerila in kaj učitala, vse ok in so povezani in krasno. Ja, zdaj ima pa ona sina, ki se zelo boji sprememb, ki jih ne zna predvideti. Skratka, ko se nekaj zgodi na hiter, njega, tako bom rekel, prekomerno reagira s strahom, ga boli želodec, panika, zboli, grozen. A pa to govoriš o takih majhnih spremembah, recimo, če misli, da v oči prišel po njega v vrtec, pa pride stara mama, recimo. Ja, pa če pride oči z avtom, ki ga je dobil kot nadomestno vozilo, kar je dal tega na servis, recimo. Skratka, lahko so to čisto take, bom rekel, vsakdanje nedolžne zadeve, ampak reakcije so prekomerne. Ta gospa je rekla, da v bistvu je ona tudi poznate strahove, da jih je tudi ona imela. In potem sem jo vprašal, kako so pa njej, kako so se odzivali. In je rekla, seveda pač pojasnili so mi, da res nima se smisla bati. Zelo so se trudili. In pol se pogovarjamo naprej in nekako pridemo do tega, da ona ni kot otrok zmogla razviti, da obstaja še neka druga alternativa. Če si je ona rekla, joj, kaj če mi učiteljica na avtobusu ne bo pustila, da bi jedla sendvič, da obstaja še alternativa, kaj pa če mi bo, kaj pa če ne bo tako, ali je možno še, In je prišla do tega, da pravzaprav bi ona to rabila. Ona bi rabila, da ji nekdo od odraslih ponudi, da ima več možnosti in da bo lahko izbrala. Da pomaga točno to. In ko je izgubila tisto edino, jo je panika. Ja, razumem. In jaz imam pač nek način, ko se lahko pogovoriš, bom rekel, s svojim otrokom, in ko je ona to svojim notranjim otrokom, ali pa si zamisliš, da imaš otroka, ki je recimo star 9 let, jaz kot 9-letni, in mu rečem, kaj bi takrat rabil, so to zelo močna čustvena doživetja. In ona je samo to rabila, da bi nekdo povedal, da obstaja še neka druga alternativa. Da, ne vem, če pozabiš copate doma, da to ni konc sveta, ampak da obstaja rešitev, da mogoče greš pa k čistilki, pa da ima ona rezervne, ali pa pač neke rešitve, tega ni dobila. In to so, recimo, temu rečemo, da so to neke naše nedokončane zgodbe, neke naše nezadovoljene potrebe, ki nimajo starši nič s tem, niso starši za to krivi, ampak mi pač kot otroci bi to rabili, nismo tega dobili. In oni tega niso vedeli, pač so se trudili so se. Pa tudi mi se kot starši trudimo, in pač puščamo sledove za sabo. Ni, bom rekel, sploh tema, da bi se o tem pogovarjali s svojimi starši. Tema je to, da mi v vlogi staršev se tega zavedamo in da zmoremo se mi našim otrokom drugače odzivati. Skratka, otroci navadno z nekim vedenjem pritisnejo na te naše zgodbe, mi se tam zgubimo, zamrznemo, zbežimo, zjezimo, pademo iz tečajev. In to, da se tega zavedamo, to je res ključna zadeva v tem, da smo lahko dobri starši.
In tudi to je zanimivo, da navadno takrat, kadar otrok pritisne na te gumbe, se mi počutimo nemočni in zelo osamljeni. Ker tudi takrat, ko smo bili majhni in nismo dobili odziva, ki bi ga rabili, smo se počutili nemočni in zelo osamljeni. In tudi ta občutek pride od tam. Tako da dejansko, tudi pol velikrat, jaz se sebe spomnim, kadar sem bila v takih situacijah, sem pol pričakovala, da boš ti to rešil. Da bo Albert to rešil, da mi bo pomagal, da, ne vem, govorila sem mu, da mi ni v oporo, ampak on v resnici tudi ni vedel, kaj bi jaz pač rabila ali pa hotela sploh od njega. Ja, in jaz sem te doživljal, kot da si nezrela, da si nedorasla, da imam še enega otroka v družini. To lahko obrnemo tudi. Ja, v redu. Ja, gre seveda tudi na to stran. Ja, in gledajte, tle se dogajajo pa še partnerski zapleti, pa še kakšni drugi zapleti. In je spet pot, vsi rečejo, moramo biti odrasli, moraš biti postavljen, trden in tako naprej, ampak kako do tega priti? Tega nas pa seveda nihče ne uči. In ja, najvodila, temeljni vodnik je pripomoček, je orodje, da boste do tega prišli sami. In to v vseh odnosih, ne samo kot starši. To vam jaz garantiram. Sam je pa res pač delo.